Na praznik Marijinega vnebovzetja se spodobi, da obiščeva cerkev, posvečeno prav njej. Zato so se odločili in pripeljali sem v Turnišče k cerkvi Marijinega vnebovzetja, ki velja za eno najstarejših v Pomurju. Kraj, kjer danes stoji cerkev, se je včasih imenoval Črnc po možu in lastniku posesti. Zraven je namreč stala staroslovanska utrdba Turn, zato so okoliško naselje poimenovali Turnišče. V sedanji močno razgibani in razširjeni stavbi sta združeni dve vzporedni cerkvi, in sicer stara gotska cerkev in nova župnijska cerkev, dokončno zgrajena leta 1915. Poleg tega, da je župnija Turnišče ena najstarejših župnij, je tudi pomembno Marijino romarsko središče. Avgusta leta 2007 so jo razglasili za osrednje božjepotno središče Mursko-Soboške škofije. Sem Emica vnuk, domačinka tukaj, rojena, krščena, birmana, pri obhajilu, vse sem v tej cerkvi prejela v Marija vnebovzetja v Turnišču. Sem tudi mežnarca. V naši družini je to že kar dolga leta, bil je tudi moj stari oče ali dedek, pa tudi moj oče. Zdaj bo pa že skoraj 30 let, kar jaz opravljam to službo mežnarce, zvonarke. Plus tega sem tudi krasilka naše cerkve, tudi Marijino obleke, preoblačim Marijo, tudi Marijine obleke sem nekaj sašila. Tako da sem zelo povezana z župnijo, vsak dan prihajam odklepati pa zaklepati cerkev, tako da ne nišče vkradnati nekaj, niti Marija, niti nič. To prihajam, potem sem tudi katehistinja, pomagam pri verouku, pa tudi kakšne druge stvari, pri čiščenju cerkve, pa okolice, tako da pač ali manj se vedno obračajo vsi na mene, če kaj treba zrihtati, pa to, pa ono, tudi vsi ključarji, cemeštri po domače, ko vsak mesec ena vas ima, da ureja cerkev pa okolico in potem sem jaz običajno skoraj vedno tukaj, pa jim pomagam povedati, kaj je potrebno za napraviti. Je pa zdaj v tem času, ko se pripravljamo na veliko mešo, ki bo 15. avgusta, kar veliko za stvari za postoriti. Bomo spletli tudi vence iz zimzelena, ali mi pravimo metik po domače. Napravimo dolge kite, to so približno 14 metrov dolge kite, ki jih obesimo v cerkvi, da je potem za praznik lepše. Tudi drugače pripravljamo cerkev, počistimo, okolico počistimo. Tudi se pripravljamo z molitvijo, s pesmijo, tako da je veliko stvari in nekako župnija živi za ta praznik. Velike meše, to tudi občina diha z župnijo takrat, malo bolj, tu se pripravljajo okrog cerkvi stojnice, razni tej kramarski sejem, potem gostilne imajo svoje šotore in tako naprej. V sami cerkvi pa zadavljamo zelo velik poudarek tudi samemu prazniku na ta način, da obhajamo veliko zakramenta sprave. Sem pevec cerkvenega pevskega zbora Marija pod Logom iz Turnišča. Žal moram zdaj govčati na mesto pevovodje, ker je naš pevovodja trenutno na počitnicah, na dopusti. Pa bom skušal jaz malo to povedati od našega zbora, ki deluje že 300 let. Letos je imel 300 obletnico delovanja. Jaz sem ne čisto od začetka, tako vam točno ne morem povedati datuma, kdaj je pevski zbor začel. Sem pa bil povabljen k pevskemu zboru zaradi tega, ker sem že nastopal pri prejšnjih skupinah že pred 40-50 leti v oktetu moškem, v kvintetu, tako da me pevovodja povabil pa člani zbora na sodelovanje. Od tistega časa pa zdaj spevljam pri tom našem pevskem zboru. Sem zadovoljen,
ki je precej dober, kvaliteten, dela se vse strokovno, tako pevovodja naš nas ima pod nadzorom, ne pisti, če se mimo kaj zospevile, se mora ponoviti, pa to popraviti. Ne? Zato zveni precej dobro, tako da smo tudi kar precej cenjeni okrog. Imamo še pa eno moško skupino za pogrebe, ki 4-glasno spevamo na pogreba, to pa znate, ka morajo biti 4 čisti glasi, prvi tenor, drugi tenor, prvi bas, pa drugi bas. Mešani zbor pa sigurno znate, kak je sestavljeni. Ne? Sopran, alt, ženske, tenor, bas, moški. Vadimo ne obvezno, ampak skoro tedensko ajnovk. In je fajn, če nas pride velikom števili, ko se nas vsi navčimo. Drugače je pa dosta ponavljanja, dosta popravljanja. Spevamo pa vsakšno nedeljo pri 9. maši. Tudi spevamo na razni prireditvah, na razni nastopaj, tudi kako naj to povem, tekmovalno. Tudi tekmovalni del. Najrajši pa spevamo za družbo, zato ker te spevamo takšne pesmi, kot družba tudi z nami zospevlja, pa je tisto najbolj prijetno. Pozdravljeni v Turnišču. Sem Marko Magdič, župnik v tej župniji ne še eno leto. Moja duhovniška pot se je začela pred 18 leti, isto leto, ko se je ustanovila škofija Murska Sobota. Prihajam iz Ljutomera, tada sem prišel v to župnijo čez Muro. V življenju pa me spremlja predvsem Marija Vnebovzeta. Kot diakon sem bil v taki župniji pri Mariji Vnebovzeti Šmarju pri Jelšah, potem sem bil župnik v župniji Koprivnica in zatem Grad na Goričkem in tukaj tudi pri Mariji Vnebovzeti. Tako da smo se z Marijo Vnebovzeto še prav posebej blizu. Ali obstaja kaj posebnega, kar bi morali obiskovalci vedeti o cerkvi, kar morda ni očitno na prvi pogled? Ja, omenil bi duhovno ozadje nastanka župnije. In sicer župnija je doživela leta 1267, bilo je 16. novembra, to, da sta se 2 sprti družini spravili. In po tej spravi se je potem ena rodbina umaknila, druga je potem tukaj ostala prisotna, tako da je to v nekako osnovi nastanka župnije. In še danes se pozna, da je v tej župniji veliko sprave. Ljudje hodijo kar pogosto vse te spovedi. In tudi to se zgodi, da mladoporočenci, preden sklenejo zakonit Svetega zakona, pridejo v Turnišče k Mariji, poromajo in tudi pravijo spoved pred poroko. Tako da to je močen duhovni vidik, ki se že danes pozna. In duhovniki, ki so tu predelovali, ali tisti, ki poznajo malo več prakse v župnijah, omenjajo, da je tu kar več spovedovanja kot kjerkoli drugje. Tako da to je en močen vidik. In tudi sicer se to znova potrjuje. Dobro pripravljena spoved je velik dar, ne samo za tistega, ki spovedi gre, ampak tudi za tiste, s kom živi. Če je človek v stanju milosti, drugače reče, drugače naredi, bolj potrpi. In to je velik dar, ki je povezan z zgodovino te župnije. Se vam je v tem kratkem času tukaj pripetila kakšna zanimiva, nenavadna anekdota, ki bi jo radi delili z nama? Ja, to se je zgodilo v samostalnosti sestre Klaris. V Turnišču so 12 let sestre Klarise, kar je velik dar za našo župnijo. To je strog red, ki živi v klavzuri. Tako da sestre Klarise ne prihajajo k sveti maši sem, župnijsko cerkev, ampak duhovni gre maševati k njim. Tam je vsak dan sveta maša zjutraj ob 6. in pokazalo se je, da so to izkoristili tudi določeni, ki so v službah, da preden gredo v službo k sveti maši. Potem se peljejo v soboto naprej ali kam drugam. In tam pa je razen v nedeljo pa sveta maša zvečer. Ker je večernih maš kar malo v dekaniji, pridejo z drugih koncev tudi sem, tudi kdaj kakšne družine.
In pri tej sveti maši je bila prisotna neka družina z majhnimi otroki. In ko je bil tisti sveti del svete maše, posvetilne besede so se izrekle, potem pa del, ko duhovnik zaužije sveto hostijo in potem zaužije rešno kri. In bilo je že vroče v teh razretih dneh. In ko sem zaužil rešno kri, je eden od otrok tako potiho dejal, oziroma dejal dosti na glas, tisti tihoti, vse bo spil. In tako ljudje so se odzvali različno, eni stisnili zobe malo, eni se nasmejali, glavnem, to je anekdota iz teh nekaj mesecev, ko sem tukaj. Kaj pa po vašem mnenju najbolj združuje ljudi v tej župniji? Ja, naloga cerkve sama po sebi je v tem, da skrbi za poenotenje človeštva. In vsak kristjan, ki živi s cerkvijo, dela na nek način za poenotenje, da skrbi za edinost v župniji. Pokazalo pa se je, da je kar precej prostovoljcev. Župnija ima veliko vsega in brez prostovoljcev se ne bi dalo nič narediti dosti. In prostovoljci, ko pridajo, se med seboj družijo, srečajo in sicer, ko se župnijo živi, se posvečuje in ljudje se med seboj povezujejo. Tako da že samo redno življenje župnije je takšno, da ljudi povezuje, ker je nedeljnikov razmeroma veliko, glede na procent, ki je drugje v Sloveniji, oziroma povprečje. Župnija ima 4000 duš, nedeljnike se še našteje do 1000, kar je razmeroma velik procent. In tako da so te stalne stvari, ki povezujejo in omogočajo, da se nekako zgodi edinost v župniji. Na današnji dan obhajamo praznik Marijinega vnebovzetja. Kaj bi želeli ob tem sporočiti? Ja, ta praznik je po svoje fenomen. Ljudje si za ta praznik vzamejo čas za Boga in za Marijo predvsem. Kajti preprosto gre se do romarske cerkve, se pogleda vse Marijino podobo, mogoče stopi v svojo dnico, nekako vzame kot dan, ki je svet. Tako da, če že je ob veliki maši druženje in tisto, kar tudi potegne, predtem pa gotovo se pa stopi v svetišče. Marijo prosi, Mariji priporoča, predvsem pa je pomembna vsebina. Zanimivo je to, mi obhajamo Marijino vnebovzetje kot največji Marijin praznik, pa je to smrtni dan na nek način, čeprav mi rečemo, Marija je zaspala. In praznujemo zato, ker v bistvu Marija ni umrla, ampak je samo prišla v novo življenje in s tem se ponovno pomisli na nebesa. Sodoben potočniški svet se skuša nebesa stvariti tukaj, vso tisto polnost tukaj doživeti, ampak praznik vnebovzetja pa spet spomni na to, da so nebesa resnična, da je tisti svet še močnejši in da ima glavno sporočilo ta praznik, ti ne boš umrl, ti boš večno živel. Tako da je to velik praznik upanja, ki tudi omogoča, da se nekako človek spraša, zakaj ne troši slovenske moči, v kaj ne vlaga, za to, kaj bo minilo ali to, kaj bo ostalo. Zakaj pa ste se pravzaprav odločili za duhovniški poklic in katera je najboljša stvar o tem, da ste župnik v cerkvi Marijinega vnebovzetja tukaj v Turnišču? Ja, jaz sem nekako v duhovnem sorodstvu z duhovnikom. Meni je bil krstni boter duhovnik, birmanski boter duhovnik in še v širšem sorodstvu je kakšen duhovnik, tako da mi je to bilo vedno blizu. Živeli smo s cerkvijo, duhovnikov so obiskovali naš dom, bil sem na počitnicah pri stricu, ki je bil dolgo leta župnik v Brežicah. In tako da nekako mi je bilo v tem oziru lažje, ker mi je to bilo vse zelo poznano. Po drugi strani pa je vsak duhovniški poklic dar in skrivnost. Dar kot Bog nagovori, povabi, in skrivnost pa zato, ker nikoli ne moreš do konca tega razložiti. Pri meni je bilo prehodno leto 2000, sveto leto, ko sem bil na romanju v Rimu z mladimi. Svetoletno romanje je bilo in takrat se je nekaj bolj premaknilo, ker sem potem do tistega leta sem še bil v službi, tako da je to bil potem prehod
od službe nazaj k študiju, oziroma k študiju pač, ne. Po srednji šoli sem moral odslužiti kadrovsko štipendijo. Ja, in duhovniško življenje prinaša ogromno bogatstva, ko se srečuješ z ljudmi, srečuješ z župnijo in potem odkrivaš tudi bogatstvo tistega kraja. Turniška župnija je posebna v tem oziru, ker so nekoč tukaj delovala cehovska društva. Recimo Mariji Terezije so imeli posebne pravice in tu so bili cehi, krojaški ceh, kovaški ceh in krojaški, kovaški in čevljarski ceh. Ja. In na teh zastavah, ki so, te bandere, ki so, občasno se nesejo za kako procesijo tudi iz cerkve, imajo letnice, ko so ti cehi delovali in še danes ceh še obstaja. Na vsake kvatre so svečarji prisotni, maša se obhaja za ceh in se pa nekako skuša zahvaliti za te milosti, ki so bile povezane z zgodovino tega kraja. In mogoče še bi omenil tudi posebnost Marijine podobe. Marija ima oblek 21. Tako da moji predhodniki so rekli, da je prava dama, ki ima veliko oblek. Obleke se zamenjajo glede na praznik, sedaj ima malo rdeče dodatke v obleki, ker je bila Birma, je dobila novo obleko. Za veliko ima še spet ena bogatejša obleka, ko je postni čas, adventni čas, malo bolj skromno obleko. To je povezano z obljubami. Nekateri so bili uslišani, pa so potem Mariji prinesli novo obleko. Jaz pa to sam povezujem z eno zgodbo, ki sem jo slišal, pa sem zelo lepa. Mene je povezana z Medžugorjem, ko bi naj vidci imeli možnost, da se dotaknejo Marijine obleke. In Marija jih je povabila in ko so se Marijine obleke dotikali, so opažali, da jih delajo madeže na obleki. In potem so se strašili, Marijo vprašali, zakaj to delamo. In Marija je rekla, ne bodite v skrbeh, samo k spovedi pojdite in se potem vrnite. In so se na spoved pripravili, šli s spovednico, prijeli odvezo in potem so bili ponovno povabljeni, da se dotaknejo Marijine obleke. In ko so se potem dotikali Marijine obleke, ni bilo več nobenih madežev. Kaj se je potrdilo, kakšna silna milost je zakrament sprave z Bogom. Tako, to se lahko tudi spomnim, ko gremo te lepe Marijine obleke. Hvala za pogovor, za topel sprejem in vse dobro vam želiva še naprej. Hvala tudi vama in vedno dobrodošli.